vsem en lep dober večer v našem Korobaču. Zdaj prvo, da vas obvestim, kdor še ni dobil pijače, lahko napišete na liste, kaj bi želeli, pa bodo naš natakar oziroma lastnik tega lokala bo pobral listke, pa boste dobili naročila. Se opravičujem. V glavnem, dobrodošli pri nas. Zelo nas veseli, da ste se zbrali v takšnem številu. Namreč, ker koncept samega Korobača ni samo stremenje gostinski kvaliteti, ampak tudi kvaliteti samega življenja. Predvsem tudi preko takšnih izobraževalnih dogodkov, kot je danes. Mislim, da ne bi moglo biti boljše kot danes z dr. Dušanom Rutarjem za prelom tega ledu, prvega dogodka o osveščanju in o tematikah, kot nas čaka danes. Kot vidite, danes bo bolj sproščeno. Jaz tudi vabim vse, da se sproščeno sprehodite do šanka, če bi želeli še kaj popiti, svobodno vprašajte karkoli, začnite debato. Mislim, da bo dr. Rutar zelo vesel tega. Aha, še zamudite. Maja tukaj hoče, če se posebete. Da še mogoče pozdravim tiste, ki ste na novo prišli. Pijačo lahko naročite preko lističev, bomo jih dvignili in sproti stregli. Tako da jaz vas vabim in upam na eno prijeten petkov večer. Mislim, da dr. Dušana tudi vsi poznate, tako da želite, da vas kaj predstavim. Boste kaj večeri? Ok. Tako da lep večer vsem, pa se vidimo. Torej, spoštovani, najprej neke formalnosti, zato ker jih pač moramo opraviti, potem pa sledi nekaj presenetljivega. Formalnosti so te. Tukaj smo zato, ker jaz sem zaposlen tam na Ciriusu in sem postal v lanskem letu vodja enega projekta, ki ga financira Evropska unija, oziroma Evropski socialni sklad, delno pa slovenska država. In v zavodu poteka še en drug projekt, razvoj strokovnega centra, ki je ravno tako financiran iz Evropskega socialnega sklada, delno iz sredstev te države. In v procesu obeh teh projektov je nastala tale knjiga, o kateri bom govoril danes. Znotraj projekta, ki ga vodim, pa smo uspeli najti stik s tem lokalom in z dvema krasnima človekoma, ki vi najbolj poznate, eden je Mateja, in sem izjemno vesel, da sem danes lahko tukaj. Drugi je Grega. In ko smo se prvič srečali, bilo je skoraj, se je zgodilo nekaj tako neverjetnega, nekaj tako posebnega, da sicer o tem ne morem govoriti, ima več groznega, bilo je nekaj zelo prijetnega, bilo je nekaj zelo osebnega. Nekaj, kar po mojem mnenju človek ne doživi vsak dan. Meni se je to zgodilo morda nekajkrat v življenju in še enkrat izjemno sem vesel in hvaležen, da sem lahko v tem prečudovitem prostoru. In čutim se privilegiranega, da ste danes tukaj. Nikomur ni bilo treba biti tukaj, oziroma nikomur ni treba biti tukaj, pa vseeno ste. Tako da se zahvaljujem vama za ta prostor, za gostoljubnost. In zahvaljujem se vsem vam, da ste danes tukaj. Zdaj pa nekaj manj formalnih stvari, ki so zame
izjemno pomembne. To je namreč prostor, to je kraj, mimo katerega sem hodil v osnovno šolo, ko sem bil otrok. Ta prostor je bil takrat bistveno drugačen, jaz pravzaprav niti dobro ne spomnim, kaj je bilo tukaj noter. Sem bil vsak dan šel, mimo tega prostora, bodi si pjale v šolo ali pa na košarkarsko igrišče, kjer sem večno visel. In nikoli se nisem predstavljal, ali se nisem mogel, da bom čez toliko let, bolje rečeno desetletji, tukaj sedel na tem barskem stolu v baru, ker, kot ste mi povedala, Grega Matej, je formalno tole bar, in da bom govoril vam o nečem, kar je zapisano v tej knjigi. Še mogoče komentar k temu, kar se bo dogajalo, to ne bo predavanje. Zato nečesa ne bom počel. Ne bom vam bral iz kakšnih prosojnic, ker jih očitno ni. Ne bom vam bral iz kakšnega papirja, ker ga nimam. Ne bom vam prebiral svoje knjige. Povedal bom neko zgodbo. In ta prostor je kot nalašč za pripovedovanje zgodb. In petek zvečer je pravi čas za zgodbe. Tamle zadaj je oglišče, lahko bilo tudi na sredini, ampak več hudega, če je tam zadaj. Ljudje so si od nekdaj pripovedovali zgodbe, na tak večer, kot je danes. Zdaj pa prosim, jaz se bom potrudil povedati neko zgodbo, ki bo v resnici pripoved, zakaj je ta knjiga nastala, zakaj je vsaj zame zelo pomembna. Jaz sem napisal veliko knjig v svojem življenju, ampak ta je nekaj posebnega. Nekaj posebnega je tudi zato, ker že dolga leta delam z mladimi ljudmi v Cirisu Kamnik in danes sta tukaj dva mladeniča, ki bi ju na začetku še zlasti rad pozdravil. Eden je Tim Bučar, to bi te vsi videli. Tale knjiga je obogatena z nekaterimi fotografijami, eno je prispeval Tim. Tukaj nasproti mene je Nino Rakovič, ki je prispeval v tej knjigi 2 fotografiji in obema sem hvaležen, ker sta nekega dne, ko sem vaju zaprosil, če bi sodelovala, rekla, da bi. Tim je sicer nabil nekaj časa, da je rekel to isto, Nino je rekel malo hitreje, ampak v končni fazi je pomembno, da sta oba rekla. Drugih, ki so prispevali fotografije, nažalost tukaj ni iz različnih razlogov, ampak vsi, ki so prispevali k tej knjigi, so izjemni ljudje, nekateri so naši bivši dijaki, tako kot Nino in Tim, dva kolega sta Jure Kravanje in Matej Perhan, skupaj smo naredili, nekateri to veste, pred časom neko drugo knjigo o fotografiji. In ta knjiga je nekaj posebnega tudi zaradi tega. Če ne bi bilo teh fotografij, ne bi imela take teže, kot jo ima. Zdaj bi pa rad komentiral najprej osnovno idejo te knjige. Osnovna ideja je v resnici zapisana na naslovu.
Naslov te knjige je sestavljen iz 3 besed, oziroma 3 besednih zvez. To je inkluzija, prva, otrok s posebnimi potrebami, to je druga, podnaslov pa je za družbeno pravičnost. To je tretja besedna zveza. Vsaka od teh besed, vsaka od besednih zvez, je nekaj, kar je za vsakogar, ne samo za otroke s posebnimi potrebami ali ljudi s posebnimi potrebami, izjemno pomembno. In jaz bom poskušal povedati, zakaj je tako. Poskušal bom zagovarjati eno idejo. To idejo bom ponazoril s 3 imeni, s 3 avtorji, ki so tudi naredili name skozi desetletja, ko jih preučujem, ko jih študiram, poseben vtis. Nekaj posebno. Vsi so sicer, oziroma niso sicer vsi mrtvi, ampak so nekje drugje in danes ne bi mogli biti tukaj. So ravno tako nekaj posebnega v mojem življenju. In k temu bom dodal še eno podobo, eno sliko, za katero vas bom kasneje prosil, da si jo vsakdo nariše pred svojimi duhovnimi očmi. Ne bo težko, ker je zelo preprosta, je pa zelo pomembna. In ko boste odšli od tukaj, boste imeli to podobo pred seboj. To podobo boste imeli pred seboj vedno znova. In moja želja je, da jo imate vedno znova. In verjamem, da se boste strinjali z mano, da je izjemno pomembna. Kajti, skozi tole pripoved bi rad naredil nek obrat, nek poseben obrat v načinu razmišljanja, ki izhaja iz ideje pravičnosti. Ok, zdaj pa lepo počas. Najprej 3 imena. Tisti, ki me poznate, se boste najbrž nasmehnili, ker eno od teh imen je tako, da ga omenjam vedno znova in nekateri se norčujejo iz mene, oziroma vsi so prijazni in mi rečejo, zakaj je vedno znova treba začeti s tem imenom. No, to ime je Platon. Začeli bomo pri Platonu. Povedal bom neko zelo kratko prigodo, ki se je nekoč zgodila Sokratu na Atenskih ulicah. Pred 2400 leti in več. In ta prigoda, ki se je zgodila Sokratu, ki jo je zapisal Platon, je, kot boste videli, za vsakogar od vas izjemno pomembna. Morda je pomembnejša, kot se vam bo zdelo na začetku. Drugo ime, ki bi ga rad omenil, je ime neke filozofinje. To je ameriška filozofinja Martha Nussbaum, ki je napisala eno najbolj prepričljivih, eno najbolj fantastičnih razprav o pravičnosti. Kasneje bom ponazoril to njeno pripoved, kratko prigodo in poudaril, zakaj je ta knjiga, ki jo je napisala Martha Nussbaum, tako izjemno pomembna, tudi če jo ne poznam. In tudi tretje ime je ime nekega filozofa. To je francoski filozof. Jaz skoraj verjamem, da sem prebral vse, kar je on napisal. Ker je to, kar je napisal in to, kar je povedal, zame nekaj tako izjemnega in nekaj tako vrednega in nekaj tako prepričljivega, da je pomembno zaznamoval to knjigo. So še drugi avtorji, ampak jih ne bom zdaj omenil. Zdaj pa k tisti prigodi, ki se je zgodila Sokratu nekoč v Atenah. Sokrat nekega dne razpravlja s svojimi mladimi učenci in jim poskuša razložiti
kaj je vredno v življenju vsakega človeka. Kaj je tisto, kar ima univerzalno vrednost? Kaj je tisto, kar ne more nikoli zamreti, nikoli ugasniti in tudi nikoli ne bo? Kaj je tisto, kar je za vsakega človeka na tem svetu pomembno, tudi če tega ne ve? No, in ko jim tako razlaga, se na koncu oglasi eden od njegovih učencev in reče: dragi Sokrat, vse tole, kar si zdaj povedal, je krasno, je čudovito, je lepo, zagotovo je vredno. In že veste, kaj sledi. Sledi vejca in potem tisti znameniti ampak, ki ga jaz zelo rad slišal. Ampak to je neuresničljivo. Je sicer lepo, je krasno, je čudovito, fantastično si to povedal, ne da se pa tega uresničiti v naših življenjih. Gotovo ste že kdaj slišali kaj takega. Verjamem, da je celo vsak človek kdaj slišal v svojem življenju kakšno tako komentar, ki je pogosto svoje vrste zavrnitev. Dobro govoriš, lepo si povedal, so krasne tvoje besede, sama veš, svet je pač tak, ljudje so taki, se ne da tega narediti. Jaz to poslušam že bolj ali manj vse življenje. Ampak pomembno je nekaj drugega. Ta ugovor se mi sploh ne zdi pomemben, prav je pogost. Pomembno se mi zdi nekaj drugega. Pomemben se mi zdi Sokratov odgovor, ki je natanko tale. Platon ga je zapisal v Državi, v svoji knjigi, v svoji državi. Sokrat reče: najverjetneje, moji dragi mladi poslušalci, sotrpini, sogovorci, imate prav. Toda, če tega, o čemer se pogovarjamo, ni mogoče narediti tukaj s temi ljudmi, je pa zagotovo mogoče narediti tam nekje drugje z drugimi ljudmi. In vsi so omolknili. Ta ideja, ki jo pove Sokrat, je univerzalna. Vedno, dokler bodo ljudje, bo mogoče na tisti ugovor reči to, kar pravi Sokrat. In tem je naše upanje, če nečesa ni mogoče narediti danes, bo pa mogoče jutri. In če ne gre s temi ljudmi, gre pa z enimi drugimi. In zgodovina je polna takih primerov. Na to se lahko zanesemo. In v tem je vir upanja. Kajti ono prvo ne da se. Super ideja, ne gre. Je v resnici depresivna. Čeprav se komu zdi, da je realistična, da je prepričljiva, da pač tako je na tem svetu in s tem se je treba sprijazniti in tako dalje in tako dalje. Sokrat tega ne kupi in jaz tudi ne. Zato je podnaslov te knjige za. Ta knjiga je za nekaj. Ta knjiga ni proti ničemur. Ta knjiga hoče potrjevati nekaj. Zato je podnaslov za družbeno pravičnost. Če je kakšna ideja v življenju ljudi pomembna, da je kot svetilnik, da je vir upanja, potem je med njimi zagotovo ta ideja. Za pravično življenje, za družbeno pravičnost. Zato, ker smo družbena bitja, ker ne moremo živeti brez družbe. To je prva.
prigoda. Druga ideja ponazarja jedro, bistvo omenjene knjige, ki jo je napisala Martha Nussbaum, filozofija. In lahko bi kdo rekel, in ljudje to večkrat rečejo, da je filozofija nekoristna, nepomembna, neuporabna in tako dalje. Meni to govorijo vsak dan. In lahko da kdaj tudi je, to res. Toda v tem, kar bom zdaj napovedal, pa zagotovo ni. Če lahko povzamem knjigo o pravičnosti, ki jo je napisala filozofinja, bi povzetek lahko bil tole vprašanje, ki se naslavlja na čisto vsakega človeka. Ne glede na to, ali mu je to všeč ali ne, ali se želi s tem ukvarjati ali ne. Samo vprašanje se naslavlja na vsakega človeka. In je. Med nami bo vse več humanoidnih robotov. Nekaj jih je že, iz dneva v dan jih bo več. Ti humanoidni roboti, ki že obstajajo, so ekstremno inteligentni, v strogem pomenu besede. Ko govorimo o sedanji umetni inteligenci, govorimo o inteligenci. Ne govorimo o zlobnih napravah, ki nas bodo zavajevale ali pa kaj podobnega. Govorimo o inteligenci. In zanimive izkušnje bodo nastajale, oziroma že nastajajo, ko se srečujemo ali se bomo srečevali z umetno inteligenco. Vprašanje namreč bo, ali pa je, kako se bomo odzivali, kaj bomo počeli v bližini, v navzočnosti umetne inteligence, kaj bomo čutili, kako se bomo s to umetno inteligenco pogovarjali. Gotovo bo to, ali pa je, svojevrsten izziv. Po drugi strani živimo na planetu, na katerem živi ogromno živih bitij. Številna živa bitja so zmožna ne samo zaznavati svet okoli sebe. Številna živa bitja razmišljajo o tem svetu, komunicirajo med seboj, trpijo bolečino, imajo čustva, si izmenjujejo čustva, skrbijo za svoje potomce. Vprašanje, ki sem ga obljubil, je tole. Kako se vsak od nas odziva na empirična dejstva, da ljudje vsako leto vzgojimo, nato pa ubijamo in pojemo, pogosto v popolnoma absurdnih in do konca zločinskih okoljih, na skrajno brutalne načine, ogromno živih bitij, za katere velja vse to, kar sem povedal. Torej, kaj je z nami? Kako se na to odzivamo? Kaj rečemo? Zlasti seveda. In to je poanta filozofinje. Ker je v istem času, na istem planetu, med nami veliko ljudi, ki so zelo bolni, ki so, na primer, zelo stari, ki preživljajo zadnje trenutke, ker imajo recimo raka v terminalni fazi, ker so dementni, imajo hudo poškodovane možgane ali pa kaj drugega.
in so bitja, ki trpijo, ki čutijo bolečino, ki so zmožna za občutke, za čustva in vse drugo, kar sem omenil že prej. In so njihove kognitivne zmožnosti tako prizadete, tako zmanjšane, da so na nižji ravni, kot so kognitivne sposobnosti nekaterih živali. Pa vendar za te ljudi skrbimo, jih negujemo, smo ob njih. Absolutno nikomor ne pride na misel, da bi povečevali njihovo trpljenje. Želimo si kvečemu zmanjšati trpljenje, kolikor je to mogoče. Kaj je torej z nami? Da se enkrat obnašamo tako, drugič pa drugače. V primeru živali, ki so jih prej omenili. To so vprašanja, ki so objektivno naslovljena na vsakega posameznika, če to ve ali pa če tega ne ve. Tretja ideja, tretji avtor je, kot že rečeno, Alain Badiou. Alain Badiou, francoski filozof. Badiou, ja? Zakaj je on pomemben za razmisleke, ki jih najdete v tej knjigi? Še vedno govorimo, ves čas bomo govorili o družbeni pravičnosti, o naših medsebojnih odnosih, o tem, kar imamo med seboj, oziroma o tem, kar bi lahko imeli med seboj, ali pa bi bilo dobro, da bi imeli med seboj, ali pa bi celo morali imeti med seboj, ker je taka osnovna, univerzalna ideja, kot je pokazal Sokrat. Da bi to razumeli, si predstavljate pred svojimi očmi krog. Razdelite ta krog z črto na dve polovici, na dve enaki polovici. Zdaj imate na eni strani 50%, na drugi strani drugih 50%. Ta krog predstavlja vse ljudi na tem svetu. Zdaj si pa izberite eno polovico, katero koli, in jo spet razdelite z eno črto, tako, da bo en delček pokrival 10% celote, drugi pa seveda 40%. Zdaj imate pred sabo krog, ki je iz treh delov. 10%, 40% in na drugi polovici pač 50%. Preostati. Ta krog želim, da imate pred seboj. Govorimo namreč, in govorili bomo, in ta knjiga govori o inkluziji. To je druga ideja te knjige. Družbena pravičnost, druga je inkluzija. Kaj pomeni ta krog in kaj pomenijo te številke? 10% pomeni 10% vseh ljudi tega sveta, ki imajo v rokah 86% vsega premoženja, vsega denarja in vsega kapitala tega sveta. Še enkrat, 10% jih ima v rokah 86% vsega premoženja tega sveta. Tistih 40%, kolikor jih še manjka do prve polovice kroga, je tako imenovani srednji družbeni razred. Ti ljudje, teh 40%, ima v rokah preostalih 14% vsega premoženja in vsega bogatstva tega sveta. Preprost račun nam pove,
kakšen je odgovor na vprašanje, kaj pa ostalih 50%? Natanko nič. Polovica Zemljanov, kar je približno 3750 milijonov ljudi, nima dostopa do kapitala. Nima dostopa do trgov, ker, če hočeš pristopati na trg, denar. Nimajo denarja, nimajo premoženja, nimajo dostopa. Zdaj pa vključimo v to podobo sveta besedo, oziroma besedno zvezo, inkluzija otrok s posebnimi potrebami. Preden nadaljujem, bi rad povedal začetni odgovor, zakaj je nastala tale knjiga. Tale knjiga je začela nastajati zato, ker sem dokončno doumel, ko sem dovolj star, dolgo časa na tem svetu, in sem eni stvari pomislil, sem dokončno dojel nekaj. In sicer, da ljudje včasih uporabljajo besednjak, besede, stavke, izjave in tako dalje, uporabljajo besednjak, kot da je njihov, v resnici pa ni. V resnici so ga prevzeli od drugih ljudi, iz medijev, ni važno, dekot so ga vzeli. Usvojili so ga in zdaj ga uporabljajo. Uporabljajo ga, kot da je njihov. Zdaj, raba besed in stavkov, ki so na ta način prevzeti, je pravzaprav votla, je puhla. Človek, ki uporablja take stavke, uporablja besede in podobno, v resnici ne ve čisto natančno, o čem govori. Mogoče se mu zdi zanimivo, ali pa privlačno, ali pa kaj s tem, kako drugače vzvišeno, da uporablja take besede, da uporablja take stavke, ampak v glavnem ne ve, zakaj jih uporablja. Čemu? S kakšnim namenom? Pač preprosto uporablja jih. Fraza inkluzija otrok s posebnimi potrebami sodi natanko sem. Ogromno ljudi je, in gotovo ste vi že velikokrat slišali za vse te besede, ki zdaj tukaj omenjam. Ogromno ljudi je torej, ki uporabljajo te besede, besedno zvezo, govorijo o inkluziji, govorijo o otrocih s posebnimi potrebami, o ljudeh s posebnimi potrebami in podobno. Ampak moje vprašanje je, ali res natanko vedo, na kaj se vse te besede nanašajo. Če gremo nazaj k tisti podobi sveta, ki je razdeljena na dve polovici, ena polovica je še razdeljena, tako kot smo rekli. Začetno vprašanje, ko govorimo o inkluziji otrok s posebnimi potrebami, mora biti, inkluzija je vključevanje. Začetno vprašanje mora biti vključevanje kam? To je logično nujno. Nekoga vključujemo. Fajn. Kam? Oziroma, če nekoga nekam vključujemo, mora biti na nek način izključen. Drugače beseda vključevanje postane nesmiselna. Nekdo je izključen, da bi ga vključevali. Izključen iz česa? To so logična vprašanja. In če imamo pred seboj tole podobo, ki spoja slika, potem že lahko ponudimo prve ideje, prve odgovore na ta vprašanja. In sicer, k tej podobi bi dodal dva izraza. Oba sta psihoanalitična in nikakor ni nepomembno, da sta psihoanalitična. Na tisti polovici, ki jo sestavlja 10% plus 40, to je skupaj 50. Na tisti polovici namreč prepoznamo
pomen neke besede, s katero se je vse življenje ukvarjal Sigmund Freud. S katero se je vse življenje ukvarjal še en veliki psihoanalitik, to je Jacques Lacan. Katera beseda pomembno zaznamuje življenje ljudi na tej polovici 10 plus 40? Užitek. Tem ljudem gre dobro v življenju. To je privilegirana polovica svetovnega prebivalstva. Zanje je kapitalizem. Zanje kapitalizem izdeluje vsak dan brezmejne količine dobrin in blaga. Vse to je mogoče kupiti na trgu, če imaš seveda denar. In tak način življenja je zavezan, danes je zavezan neki zahtevi, ki je zahteva po uživanju. Ali drugače rečeno, ti ljudje vsak dan znova sami sebi lahko rečejo, koliko je dobro živeti, koliko je dobro uživati v vsem tem, kar imamo na razpolago. In zelo preprost odgovor na vprašanje, kaj bi ti ljudje želeli v svojih življenjih, je tale. Še več istega. In to je temeljno gonilo kapitalističnega sveta, v katerem živimo. Več istega. Samo da je treba povedati stavek do konca. Ja, več istega za koga? Za to polovico. Katera beseda, psihoanalitična beseda, pa zaznamuje drugo polovico. 50% svetovnega prebivalstva. Užitek že ne. Če nimaš kapitala, nimaš premoženja, nimaš denarja, če nimaš dostopa do trgov, v tem prav gotovo ne moreš živeti. Zato zanje pride v poštev neka druga psihoanalitična beseda. In to je želja. Kaj bi ti ljudje želeli? Ja, biti na uni strani. Ker je tam bogatstvo, ker je tam kapital, ker je tam premoženje, ker so tam trgi, ker so tam dobrine, ker je tam blago, ker je tam vse. In kako se pospešeno v teh časih, v katerih živimo, ta polovica brani pred to drugo polovico, ki želi biti tam. Med drugim s postavljanjem zidov, bodečih žic, raznih tehničnih ovir in tako dalje. To počnejo as we speak. Ko se zdaj pogovarjamo tukaj, gradi gospod Trump zid na meji z Mehiko. Gradijo še druge zidove in postavljajo bodeče žice in tako dalje. In nas skušajo dnevno prepričevati, da moramo narediti čisto vse, da ne bo ta veletok ljudi, ki nimajo ničesar, slučajno prišel k nam. Ker kaj bomo pol z nami, kako bomo pa pol živeli? Naša kvaliteta življenja se bo zmanjšala, tega mi nikakor ne želimo. To so nekatere temeljne koordinate sveta, v katerem živimo in znotraj katerega edino lahko mislimo besedne zveze inkluzija ali vključevanje, naprimer otrok s posebnimi potrebami, lahko bi omenjal številne druge, pa mislim, da je to očitno, na koga vse bi lahko še pomislil, na tistih 3750 milijonov ljudi. In seveda znotraj takega sveta je edino smiselno razpravljati o družbeni pravičnosti. Zdaj pa naprej. Že iz teh začetnih skromnih vpogledov je najbrž jasno vsaj tole. Tisti ljudje, ki živijo znotraj teh 50%, 10 plus 40, ki so privilegirani. Seveda od njih lahko pričakujete, da bodo zagovarjali kapitalizem, kaj pa drugega.
kapitalizem je najboljši in krasen in čudovit in produktiven in dober in na veke vekov ne ostane tukaj. Ja, itak. Seveda imajo interes, da uporabljajo žargon, besede, novorek in tako dalje, da bi nas nenehno prepričevali, da tako je in da tako mora biti. Spomnite se Sokrata, kateremu se še vrnem. Tako je in znotraj takega sveta je cel kup stvari, ki so nemogoče. Pravkar sem orisal, kaj vse je nemogoče, da ti ljudje pridejo tja, da dobijo dostop do kapitala, do premoženja, do uga in tretjega. Vse to je nemogoče. Danes je neprimerno lažje zgraditi kakršnokoli raketo hočete, kakršenkoli avto, kakršenkoli mašino, kar hočete, kot pa za 5 spremeniti razmerja znotraj tega kroga, ki ga imate pred seboj. Ker je to nemogoče. Tako kot je za ilustracijo, zdaj le ta hip, ko se mi tukaj pogovarjamo. Če bi gledali današnji dnevnik, poročila, lahko bomo ob 7, ne vem, če imamo te televizijo, se takoj prepričamo. Vnaprej vem, da bo tako. Če boste gledali ob 7 poročila na nacionalni televiziji, boste zagotovo slišali tale stavek ali posaj parafrazo tega stavka. Kajti zdaj veste, da številni delavci v tej državi stavkajo. Kaj vam bodo povedali? Zagotovo ob 7 pričakirajte. Cel kup stvari je, ki se ne da. Delavci bi zdaj kar naenkrat radi plače. Ne gre. Pa tudi, če gre, ne toliko. Pa tudi, če gre, za ene ja, ne pa za vse. 100% bo ob 7 tole. Če istočasno spremljate, kje drugje, razmišljanje, naprimer, ali je mogoče zgraditi 30 metrov visok zid, dolg 4000 kilometrov, na meji med ZDA in Mehiko, ki stane, ne vem, $1 bilijon. Malo malca, ni problem. Sam povete do kdaj, do jutranjih dol šlo, mogoče do ponedeljka. Vsak dan lahko to poslušamo. Tudi če nočemo poslušati, poslušamo. Ker je to temeljni žargon kapitalističnega sveta. V tem žargonu, v tem svetu je delavec, na primer, vedno, po nujnosti, strošek. In vedno je prevelik strošek. Ti ljudje bi vedno nekaj radi. Kaj jim ni jasen? Tako pravi žargon. Ali pa različica istega. Če povečajo plačo recimo nekemu menedžerju, nekemu bankirju, recimo iz 10.000 na skromnih 15.000 evrov leto na mesec, je argumentacija popolnoma jasna. Slišali jo boste na televiziji. Oni so strokovnjaki. Strokovnjaki treba plačati. Mi se ne smemo dovoljiti, da jih ne bi plačali. Bojo ušli, nekam drugam. Mi jih pa rabimo. Ali ste že kdaj slišali enako argumentacijo za recimo ljudi, ki odnašajo izpred naših domov smeti, medtem ko mi spimo. Mi smeti samo odložimo, nekdo mora ostati ob 4 zjutraj. Se usesti na en tornjak, v glavnem visijo tam zadnje, za eno štango se držijo. Ne, koliko je mraz, a pa rž, strele, ni važno, pridejo pred naša vrata. Zagrabijo smeti, jih potisnejo v en tornjak, da mi damo potem lahko nove smeti v prazen zabojnik. Ali ste že slišali kdaj argumentacijo popolnoma enako, kot velja za elito? Ti ljudje so potrebni. So izjemno pomembni. Ne smemo dovoljiti, da ne bodo več pobirali smeti pred našimi vrati. Niste. In znotraj kapitalizma tudi ne boste. Zakaj ne? Zato, ker obstaja nekaj, kar je Marx imenoval rezervna armada delavcev. Če ne boš ti, tam nek 100 čaka. Sam izvoli. Oni pa bodo. Če ne boš ti za $10 na uro, jih je tam 100, ki bodo za $2 na uro.
pa še srečni bodo. Okay? Se pravi, par primerov nam pove, kako dramatično nepravičen je svet, v katerem živimo, in seveda razmišljamo tudi o, recimo, vključevanju, inkluziji, o besednjaku, da bom pa jaz parafraziral Sokratove učence. Inkluzija otrok s posebnimi potrebami. Lepo govorite, so lepe besede, krasno, seveda, vključili bomo vse. Jutr, dobro, mogoče ne jutr, pojutrašnjem. Ampak, jaz zdaj pravim, v takem svetu, znotraj takega kroga, že ne. Primer. Nekaj tednov nazaj, po spletu okoliščin, nek mladenič, čisto po naključju, to je čisto naključje, pa nema nič pri tem, uporablja angleški jeziček, podobno kot Nino. Ker študira in mora opraviti prakso, kot se reče, v realnem delovnem okolju. Se beseda nanese, če lahko rečem, ali bi tega mladega človeka vključili v eno tako realno delovno okolje. Še preden so ga videli, še preden so pravzaprav vedeli o njem karkoli, je bil odgovor kot izstopa. Ne bomo ga vključili. Zakaj pa ne? Nimamo prostora. Tak je bil odgovor. Kar je seveda smešno in bizarno hkrati. Danes, da bi človek opravljal recimo neko delo, zlasti, če ne gre za manualno delo, ker ga tam mladenič gotovo ne more, drugače ne bi bil na vozičku, zadošča, vi veste kaj, en laptop, pa en Wi-Fi. Koliko prostora to zavzame? Na tanko tolikle. In zdaj mi ena inštitucija reče, za vse druge imamo, glih za njega pa ne. Preprosto ne verjamem. Ampak oni samodejno uporabljajo besednjak, kot sem že prej rekel. Ni nujno, da ga razumejo. Se jih tudi nihče ni pozval k argumentaciji. Zakaj pa ne, pojasnite ne, ker niso dolžni. Oni so preprosto rekli, ne bomo ga sprejeli. Amen. Pejte kam drugam. A si lahko predstavljate, a si sploh lahko predstavljamo v takem svetu, da nekaj takega nekdo reče za enega menedžerja. Ne, še fanfare mu bodo zaigrali in rdečo preprogo mu bodo pogrnili, pa šampancem ga bodo sprejeli, na koncu ga bodo pa vprašali, a je 15.000, če pa malo, vejte, bomo pa potrudili se, mogoče pa 25.000, če le, no, če ste zadovoljni na mesec. Seveda vem, da malo dramatiziram, ampak vem tudi, kaj dramatiziram in zakaj. Ok? Kapitalizem v tej perspektivi, ki sem jo zdaj orisal, ni univerzalen sistem in nikoli ne bo. Je globalen, prav gotovo. Samo tukaj nam pride na pomoč filozofija. Ne zamenjujte globalno, vse navzoče, z univerzalnim, ker je med tem razlika. Ne jo ponazorim. Kapitalizem je prav gotovo globalni sistem družbenega življenja, izjemno produktiven. Kapitalizem je z naskokom najbolj produktiven sistem ever, kar smo jih kadarkoli poznali. Kapitalizem v 10 letih ustvari bistveno več, kot je feudalizem v 1000 letih. Mi se komaj spomnimo, katere digitalne ali pa še ne, analogne naprave smo uporabljali, ne vem, nekaj let nazaj, VHS, tele kasete. To si jih z lučjo že skoraj morate iskati. Pa tudi, če jo dobite, ups, na kaj jo bom pa zašpilil? Rabim napravo. Kje pa je? Mogoče v kažem arhivu. Ampak par let nazaj smo jih uporabljali. Se pravi, kapitalizem je neverjetno produktiven, neverjetno učinkovit. Je neverjetno celo revolucionaren. Kot tak, kot sistem, sam po sebi, ne zaradi ljudi in lastnikov kapitala in tako dalje, sam po sebi. Ampak ta isti sistem, spet sam po sebi, nujno
ko proizvaja neskončne, brezmejne količine dobrin, nenehno revolucionira, recimo tehnologije, tehnološke postopke, ipso facto, ko počne to, nujno počne še nekaj drugega. Ne zato, ker bi bili kapitalisti zlobni, ampak zato, ker je tako narejen, ker ni univerzalen. Kaj počne kapitalizem sam od sebe, ko proizvaja to brezmejno bogatstvo za nekatere? Postavlja planke, postavlja ovire in znižuje stroške, ker jih mora, ker je tekmovalnost neskončna. Zdaj pa seštejte 2 in 2 in ugotovite to, kar je povedal Marx. Če je delavec strošek, in že kapitalista je, ga je treba nenehno zmanjševati. Strošek namreč. Zato je treba pred delavca postavljati nove in nove zahteve, da bo dovolj produktiven, da bo dovolj učinkovit. Eden od velikih ekonomistov 20. stoletja, John Maynard Keynes, je že desetletja nazaj zelo resno bil prepričan, da bodo ljudje ob koncu 20. stoletja v povprečju delali 15 ur na teden, ker je vedel, da bo sistem tako produktiven, da bo to zadoščalo. Danes je vedno več ljudi, ki 40 urami na teden ne zaslužijo dovolj za svoje preživetje. Danes je vedno več ljudi, ki delajo bistveno več kot 40 ur na teden, čeprav jih nihče k temu ne žele, ker samo zakon nalaga 40 ur. Zakaj je tako? Zato, ker sistem sam prek svojih zastopnikov seveda to terja. Kje je v vsej tej zgodbi prostor za inkluzijo? Je ni. Zato se inkluzija, naprimer otrok s posebnimi potrebami, lahko skrči in tudi se, po nujnosti skrči, na edino področje, kjer je še mogoče kaj narediti. In to je filantropija, zmožnost človeških bitij za empatijo, zmožnost človeških bitij za sočutje, zmožnost za egalitarno razmišljanje, da smo na neki ravni, vsi ljudje enaki, zmožnost za solidarnost. Vse to so vrednote, ki jih kapitalizem strukturno nujno ne pozna, ne prenese in jih nima. Niste še slišali za solidarnost med kapitalisti. Ne morete slišati za solidarnost. Lahko slišite samo za tekmovanje, pa tudi, če se jih nekaj združi, se jih združi zato, da lažje tekmujejo z unimi, da so tudi zaradi mene združili. Se pravi, humanistika je zadnja meja, je zadnji branik človečnosti, ne kapitalizem. Kapitalizem nas dnevno sili še k nečemu, poleg že omenjenega. In te izraze tudi poznate. Nenehno se uporabljajo v sedanjem življenju. In to so, po eni strani, logično nujno. Govorimo o upravljanju s kapitalom. S kapitalom je treba upravljati. Seveda, super, in imamo upravljavce ali menedžerje. Fajn, da jih imamo, ker znajo upravljati s kapitalom. Super, hvala Bogu, da so tam. Ampak, v vašem sedanjem življenju, v mojem sedanjem življenju, v našem sedanjem življenju, je vse pogostejša ena fraza, ki je logično, nujno nadaljevanje te prve fraze. In to je upravljanje z ljudmi. To je upravljanje s človeškimi življenji. Ali pa, če hočete, klišejsko upravljanje s človeškimi viri. Ker ta izraz uporabljamo. Obstaja človeški vir, obstaja izraz človeški kapital in upravlja izraz upravljanje s človeškim kapitalom. Po domače povedano, z nami neki menedžerji upravljajo in so prepričani, da je tako tudi prav. Kar pomeni, da se polje humanistike krči, umika
pred upravljavci. Kaj ti? Temeljna ideja, zdaj se vračam čisto na začetek, je natanko ta, ki jo zagovarja Sokrat. Bistvena, upanja polna ideja za čisto vsakega človeka na tem svetu, če noče tvegati depresije, je, da ponovim, če ne gre danes, bo šlo pa mogoče. Če ne gre tukaj, bo šlo pa nekje druge. Če ne gre s temi ljudmi, bo šlo pa zagotovo z enimi drugimi. Svet je velik in ljudi je veliko. Zdaj pa iz tega lahko potegnemo zelo preprost, zelo dober sklep, ki je osnovna ideja tele knjige. Iz svojih izkušenj z mladimi ljudmi, ne samo z mladimi ljudmi, tudi z drugimi, ampak zdaj izpostavljam, če lahko tako rečem, mlade ljudi, kot je recimo Nino, ali pa kot je Timoča. Številnimi drugimi ljudmi sem nakopičil, če lahko rečem, v tem življenju ogromno izkušenj. Da govorimo o izkušnjah, ki mi povedo, kaj vse je mogoče. In da ljudje, ki so pogosto ali na oni polovici tistih 50%, kot smo rekli, ali pa kako drugače, izključeni, da bi jih potem vključevali in tako dalje, premorajo več humanosti, ali če hočete, več človečnosti, kot vsi menedžerji in vsi lastniki kapitala skupaj. In ljudje, ki se jim udinjajo, ker verjamajo, da morajo nekako zaščititi svoje privilegije, ki jih imajo, v nekem globokem smislu. In njihov strah pred to polovico, v nekem globokem, takoj, sam ta stav do konca povem, v nekem globokem smislu je celo upravičen. Ampak če pogledamo, kaj ta upravičenost pomeni, pomeni strah pred enim drugačnim načinom življenja, ki ne pozna, sam po sebi ne pozna takih delitev, kot sem jih vam naslikal, pa ste se jih sami in jih imate pred očmi zaradi tistega kroga. Se pravi, obstaja možnost, ki je univerzalna in lahko zagovarjamo in ljudje zagovarjajo vsaj od Sokrata naprej. In to je, da če obstaja kaj univerzalnega, kar nas povezuje, ne samo kot človeška bitja, ampak tudi kot bitja, ki imamo veliko skupnega z živalmi, in kot bitja, ki imamo in bomo imeli še več veliko skupnega z umetno inteligenco, potem je to zagotovo egalitarnost. Zmožnost misliti, da smo na neki ravni enaki, zdaj moram pa končati, da vi uletite, pa bom pa nadaljeval. Prosim. Prostite, dve opombi, če dovolite. Padlo mi na misel to, da star slovenski rek pravi, da potrpljenje je lepa čednost, ampak kreva še tisto, ki se z njo maže. Drugo je pa, upam, da bo še kdaj, kakšna stavka v Sloveniji, da bo širša javnost deležna včerajšnjega filma tedna. Ker mislim, odkaj naloče. Sam, če jaz ne vem, kjer je. Jaz, Daniel Blake. Ja, Daniel, seveda, Ken Loach. Se strinjam z vami, super, krasno, v celoti se strinjam. Ok. Sam še na kratko, da nadaljujem, se moram nehati malo, ali že to kura? Ne, ko smo se tako dogovorili, se bom nehal, sam še... Kako? Jaz, Daniel Blake. Ja, jaz, Daniel Blake. Daniel Blake, prosim, please, kdo ga še ni videl, res, mislim, to je film, ki ti gate od tega in prav je, da ti, ok? Ta ideja egalitarnosti. Jaz ne verjamem, da obstaja pošten človek na tem svetu, ki se ne bi strinjal z menoj, da ga, kadarkoli se mu to zgodi v življenju, sezuje. Tole. Ko sreča drugega človeka, ni važno kje, ni važno kdaj, lahko se nam zgodi zdaj, ko bomo stopili iz tega bara, ko sreča drugega človeka,
katerem nenadoma začuti, da nekaj, kar je bilo še včeraj, v njegovi glavi čist nemogoče, vsi ljudje so taki, nič se ne da naredil, ni za taki svet, je taki odlik, da je bil tak zgodovina, ko naenkrat ob drugem človeku doživi, da je pa to možno. Ne verjamem, da obstaja človek, ki ne bi bil ob tem ganjen, ki ne bi bil v nekem pozitivnem smislu globoko prizadet. Prizadet v smislu, da ga je nekaj zadelo, da se je streznil in rekel, sam res, lej, koliko desetletij sem je živel popolnoma zmotnih prepričanjih. To se ne da, se ne da, pa to ne gre, pa tisto ni možno, pa to je človeški naradi, pa vsi so egoisti, pa tisto taki in tako naprej. Naenkrat se ti odprejo nova obzorja in rečeš, wow, kaj pa, če je to možno? Torej, ne verjamem, da nekje globoko v sebi, in tem je zame neka temeljna egalitarnost vsakega človeškega bitja, ne obstaja želja ali potreba po čem takem. Preprosto jo imenujemo odpiranje novih obzorj, odpiranje novih prostorov. In zdaj pa lahko zaključim še enkrat. Tale prostor danes, in to je bil moj privilegij, sem to lahko naredil. Upam, da odpiramo za, ne vem, vse večne čase, za zadeve, ki so univerzalne. Ne glede na to, a se kdo s tem strinja ali ne. Vsakdo v tem prostoru bo imel, ali pa ima, ali pa imel danes, priložnost. Ne, zdaj prebere neke zapletene filozofske knjige in razume kakšne abstraktne ideje, ampak doživi to, kar sem danes želel vam približati. Neko izkušnjo vam ponujam. Ponujam vam seveda tudi tole knjigo. Zdaj pa na koncu moramo še malo birokracije, spet je zadaj Evropska unija, tle imam ene papirje, ki jih je treba podpisati, pa bom prosil zdaj, če bo lahko to zaokrožilo. Vsak se mora podpisati 3-krat. Ne vprašam zakaj, tako je. Vi se sam podpišite, please. In tle vas potem čakajo knjige, še pred tem pa the stage is yours. Zdaj pa prosim, rečite karkoli. Lahko jaz, jaz sem mama dva, ki se ne treba. In jaz bi ga mogoče malo bolj kritično, ki se zdaj govorili o kapitalizmu. Zakaj? Vsak posameznik ima določeno odgovornost in pač ne izkoristimo. Samo če pogledamo slovensko družino po vojno, od vojne druge svetovne vojne do danes, pač ena in ista struja več ali manj vlada v čas in drži nekaj v rokah. In jaz mislim, da vsak posameznik skuša unovčiti tisto možnost, ki jo ima, bi se stvari dale počas spreminjati na bolje. In bi se to pokazalo tudi v družbi in tudi v, recimo, vključenih nekako naših kulturah. Nočem, da vam nasprotovati. Sprašujem, ali ni to delček samega neoliberalističnega žargona? Izkoristite priložnosti, ki jih imate, tekajte za svojimi sanjami, uresničujte svoje potenciale. Saj kdo vam pa kaj hoče, saj nas nihče ne ovira. Ali ni? Je, ne? Jaz kot starš nekaj drugače gledam. Ok, dajmo pogledati strukturno, verjamem kot starš, kot posameznik, dajmo pogledati strukturno, sistem. Sistem prek svojih zastopnikov dnevno nagovarja ljudi na ta način. Dnevno ti nagovarja. Naredite, dejte, le priložnosti so tam, dajte si duška, ne vem, Kickstarter, odprite podjetje, bodite podjetniki. Dnevno nas nagovarja. Kot sem prej rekel, ja super, jaz samo dodajam. Super za koga? Obstajajo ljudje, ki bodo to izkoristili in tako naprej. Obstajajo ljudje, prej sem omenjal, ki tudi, če bi hoteli, ne morejo, ker nimajo dostopa. V tem se lahko hitro skriva nekaj, kar imenujemo psihologiziranje. Psihologiziranje je poenostavljeno razmišljanje, ki pravi, vsak je svoje sreče kovač, vsak bi lahko, če bi se mu dalo, kar seveda pomeni, da tvegamo, da zelo hitro pridemo do razmisleka, enim se pa ne da,
eni so leni, ali pa imajo kakšne druge osebnostne lastnosti, da ne omenjam tisto, kar imam pa zlasti rad, imajo pa neustrezne gene. Oni pravijo, pač ne gre. Tako da, do določene mere se strinjam z vami, ampak obstaja pa tudi ta del, ki pa malo drugačno luč meče. Ne se pravi, razmerje, ki ga skušam ilustrirati, je, ampak, a veste, v tem je svojevrstna past. Nagovarjati posameznike zveni krasno. Čudovito, jaz sem otrok socializma. Nas ni noben nagovarjal na ta način. Nas so nagovarjali mer, da je pa ti vbod. Okay? In seveda zato je bil prehod v kapitalizem toliko bolj spektakular. Končno, gremo, dej, udri, firo, super, ni problema, le podjetniki, vsi bomo zaslužili. In tako dalje. Ampak sam to sprašujem, ali je res tako zelo preprosto? Moj odgovor je ne ni. Za nekatere definitivno da je. Je vse mogoče problem v tem, kar ste rekli, ne, gre na te polovici 40-10, gre za problem ugodja. Ne? In vsekakor ne bi si hotel zmanjšati, saj v sistemu kapitalizma, ne bi si hotel zmanjšati ugodja. Čeprav, ne? Zakaj pa, ne? Zakaj bi ga pa, ne? Tako? Čeprav ugodje, ne? Ugodje, malo nazaj sem brala, stoiki. Ugodje razumejo kot odsotnost bolečine, pa nevznemirjenost duše. Ker ste tu govorili, kako mi pač ne pojme besede uporabljamo, ne da bi sploh razumeli pač na pamet, še manj pa razumemo, če gremo potem tako v zgodovino nazaj, se moraš zelo truditi, da bi prišel noter, kaj so določeni pojmi pač pomenili. In ta ugodje je čist sprevertiran. Se strinjam. A ni čist psihološko na ravni vsakdanje zavesti, a ni ugodje nekaj, kar rečeš, mater, koliko je fajn. Jas. Kaj bi rad? Ja, da traja. Jas, ne. Ali pa da ga je še malo več. To je vse razumljivo in smiselno in lahko razumemo in jaz nimam nobenega problema s tem. Če bi živeli v svetu, zato je ta knjiga tudi nastala, v katerem bi imeli tako možnost, ampak res možnost, ne da se možnost prestavi na posameznika. Govorimo o strukturni družbeni možnosti, vsi ljudje. Jaz sem prvi za ta svet. Naj ponazorim to. Če hočete, eni ste to že poslušali, ko smo v Ljubljani imeli predavanje, pa smo velikrat o tem govorili. Ker je tako preprosto in ker je res. Znotraj sveta, ki temelji na tekmovalnosti, kapitalizem temelji na tekmovalnosti, feudalizem ni temeljil na tekmovalnosti v družbeni skupini, ta pa temelji. Čim imate ugrajen v sistem, pustimo zdaj posameznike, eni zmore, eni ima take gene, eno me ne zanima, čim imate to ugrajeno v sistem, tekmovalnost, ne more biti drugega izhoda, kot je ta. Če imajo eni veliko, morajo imeti drugi malo. Ne gre drugače, po logiki. Ni res, to je čisti mit. Vsi bi lahko imeli veliki. Ni, v končnem svetu že ne. Zato je problem pravičnosti, ali je bogatstvo, ki ga ta sistem proizvaja. Dajmo biti pošteni, delavci ga, ne? Ali je to bogatstvo pravično razdeljeno? Ja, očitno ni. Torej, se je smiselno spraševati, ja, kako pa to, da ni? In eden od odgovorov seveda je, in Marx ga je zelo lepo ponazoril, ker se kapital koncentrira. A ste že kje videli lastnika kapitala, ki bi kapital zjutraj vložil v nek projekt, če obstaja minimalna možnost, da ga bo imel zvečer manj, kot zjutraj. Če ni zelo naumen, ga še niste srečali. Ker je ne kot osebnost, kot lastnik kapitala ujet v tekmovalnost, kar pomeni, da počasi sprejme miselnost, ker drugače mora biti več kapitalist. Zvečer želim imeti več kot zjutraj. Torej bom vlagal tja, kjer bom to ljudi dobil. Ali je tako razmišljanje razumno? Seveda je. Zdaj pa poglejmo ne samo tega človeka. Zdaj pa poglejmo še tistega,
ki pa pač nima kapitala in nima dostopa do njega. Kam ne pa on vlaga, da bo imel zvečer več? Saj on na začetku osnovne pozicije nima, ki bi bila primerljiva. In to dejstvo se maskira z psihologiziranjem. On je pa tam zato, ker je psihološko nekaj z njim ni v redu, malo je čuden. Ali pa genov nima ta pravi. To hočem problematizirati. Lahko da je tako, seveda obstajajo različni ljudje na tem svetu, vse to je trivialno res. Ampak dajmo pogledati globlje, ali so res strukturni pogoji vsaj približno za vse ljudje enaki. Niti slučajno niso. Se zelo strinjam s povedanim, no, pa tudi to, kar ste vi omenjali, oziroma kar je sploh debata. Sem se pa zdaj spomnil, ko se to razpravlja, na en album od ene ameriške jazz skupine, Him se imenuje, tudi so tisti skandinavci, in je naslov albuma Many in high places are not well. Mnogi na visokih položajih se ne počutijo dobro in mene je to dal misliti vprašanje, kako zaščititi nas vse, ki smo na tej polovici, srednji sloj, pa tako naprej, ki imamo, ki lahko dostopamo do trgov, pred povečevanjem te želje po ugodju, ker je vedno se povečuje. Recimo, če bi jaz zdaj le dobil možnost za višjo plačo, bi jo seveda sprejel. Če bi dobil, mislim, 15 tisoč na mesec, možnost za 30 tisoč, seveda bi jo sprejel in ne bi bil še zadovoljen, kot še več. To se pravi, kako nas zaščititi pred to željo, ki je zelo destruktivna za vse nas na dolgi rok. Če lahko ponazorim, ideja družbene pravičnosti je, filozofsko rečeno, ideja etike oziroma etičnosti. Brez etike ne moramo misliti pravičnosti. Okay? Samo nastavil bi, samo ponudil bi v razmislek temeljno etično idejo. Ker če ta pade, pa smo zgubljeni. Če ta ideja, ki jo bom zdaj povedal, pade, potem smo bolj ali manj zgolj pohlepne živali, eni bolj, eni manj, se vse en. Okay? Temeljna etična ideja, kakorkoli daleč nazaj greste, do pred Sokratikov, z lahkoto teh dnem, ampak malo težje se prepričati, ker vam bo vzel čas. Pa vse en, lahko vse. Temeljna etična ideja je zmožnost človeškega bitja. Pazite zdaj, to se mi zdi briljantno. Ne za samo preseganje. K temu nas nagovarja kapitalizem. Več, transcendenca, spremeni sebe, svojo osebnost, jutri si drugačen kot do. Ne. A veste, kaj je temeljna etična ideja od pred Sokratikov naprej? Samo omejevanje. Tega ne bom naredil, na hitro rečeno, zakaj? Ker ni prav. Tukaj bi lahko polemiziral z vami, ne? Ali je res, ne? Vem, da so to spolska tla, ali je res vsak človek tak, da reče, ponujam ti namesto 15.025, a boš ti sprejel itak. Naj dam primer. Primer, ki mene fascinira, eni ga že poznate, ker ga rad povem, a ga bom zdaj še enkrat. Govorimo o razmerjih mogoče, nemogoče. Ko sem že prej vnil. Ok, jaz bi to razmerje, mogoče, nemogoče, ponazoril z dvema zgodovinskima primeroma. Lahko bi jih 1000, ampak ne, 2. Okay. Prvi je, ta je bolj trivialen, ampak vseeno. Leta 1961 je JFK, preden so ga ubili, ameriški predsednik, izustil nekaj, kar danes pozna v svet. Neko izjavo je podal. In prav je, da to pozna v svet, ampak dajmo se kaj naučiti iz tega, kaj to pomeni, kaj je rekel. Leta 1961 je rekel, saj to poznate, do konca desetletja bomo pristali z človeško posadko na Luni. Prav, ampak to ni tako pomembno, pomembno je nadaljevanje. Ne zato, ker je lahko, ampak zato, ker je težko. Prvi primer. Drugi primer je pa še boljši. Ko Martina Lutra postavijo pred zastopnike Vatikana in inkvizicijo in skratka stroge sodnike, reče dobesedno to. V zgodovini imamo zapisano, hvala Bogu, da je zapisal to. Ne? Ali se odrečete, ker če ne nas bomo zakurali, ali se odrečete svojim knjigam, svojim mislim, svojim idejam, svojemu poučevanju in tako dalje.